Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz deževne Ljubljane. Sliko smo seveda na stadionu v Spodnji Šiški, torej v Šišenskem športnem parku, kjer bi se čez približno 15 minut morala začeti tekma 18. kroga prve lige Telemach Slovenije med domačim Bravom in vodilno ekipo prvenstva Koprom. Kavčič igra pravzaprav na levem bočnem, srednji branilci so torej Jakšič, Trkušič in Kavčič, Špandring pa na položaju desnega bočnega. Tole je velika priložnost in tudi gol za Koper. Strelec pa je Bede Osuđi. Bede Osuđi, 16. minuta in Koprčani so nekako uspeli, rekel bi, potrditi tudi z zadetkom terensko premoč, ki so jo imeli od začetka tega dvoboja. Ogrinec bo zdaj podal iz kota. Ogrinec, to ni slab predložek in avtogol Koprčanov. Avtogol Koprčanov, izenačenje 1:1, torej kdo je strelec avtogola, ali Žužek? Kaže, da Žužek, no zdaj se morda kdo od koprskih navijačev misli, pa bi bilo boljše, če... Ampak ni Žužek, mislim, da je Palčič strelec avtogola. Na polovici prvega polčasa smo 1:1, torej na stadionu v Spodnji Šiški, kjer zdaj tudi nekoliko manj dežuje in gol Max Barišič. Max Barišič, še en njegov zadetek, kakšna forma Barišiča, 23. minuta, Koprčani so torej zelo hitro odgovorili, že 11. Barišičev zadetek v tej sezoni. Sijajna forma Maxa Barišiča, torej takole dolga podaja in kako je tu zaključil z levico Barišič. Memič v kazenski prostor in Adam prijel je žogo pred Trkušičem, ki se je smukal tam pred gostujočimi vrati. Trdin na desna stran, ker je Jakšič pa naprej proti Bajdetu. Napaka v koprski obrambi, Bajde in mimo gola Gregor Bajde. Kakšna priložnost pa je bila tole. Dejan Gravič, pred srečanjem ste poudarili, da veliko od nogometne igre danes ne bo. Tako se je tudi izkazalo, da se je potem zgodilo. Veliko je bilo žog preko zadnje linije, veliko je bilo duelov, veliko je bilo tudi posledično prekrškov. Kako ste sami videli današnji obračun in predstavo svojih fantov? Nogometa je bilo veliko, samo ne specifičnega. Oziroma je bil specifičen. Naša predstava, Koper je bil danes fantastičen od prve minute prvega polčasa do polčasa. Prilagodili so se razmeram bolj kot mi, čeprav smo se zelo pripravili tudi na take razmere, se pravi odločitve, kam, kako čvrsto, kako daleč neke žoge pošiljati, so bile tukaj veliko bolj jasne v prvem polčasu Koprčanov. In tukaj sem v bistvu, bi imel mlado neizkušeno ekipo v povprečju, ampak sem zelo razočaran oziroma jezen, da tega nismo znali tako enostavno reševati, kot smo se dogovorili. Zakaj? Zato, ker v drugem polčasu, ko smo to začeli delati, smo si ustvarili situacije, ki bi jih morali zaključiti. In prepričan sem, da če bi v prvi polčas stopili tako kot v drugega, da bi danes zmagali. Omenili ste, v drugem polčasu ste bili veliko boljši, nasprotnika stisnili na njegovo polovico, v bistvu so iskali priložnosti samo iz nekih proti napadov. Kaj je bilo tisto, kar je manjkalo v prvem polčasu in kaj ste potem v slačilnici dejali fantom med polčasom, da so v drugi polčas pritekli tako spremenjeni? To, kar sem vam prej povedal. Druga stvar je pa, da smo spremenili tudi formacijo, v kateri smo igrali. Smo
šli s 4 v zadnji vrsti in potem dodali še enega igralca v konico napada. Se pravi, smo napadali z 4-3-3 recimo nekaj v tem smislu in s tem smo dobili dobro gostoto okrog žoge centralno in tam se je največ dogajalo, se pravi te dolge žoge, odbite žoge so bile večinoma naše. Smo bili pa še premalo odločni, se pravi, preveč smo hoteli izdelati situacije za predložek za šut, kar se na takem igrišču ne da in je škoda, ker bi verjetno ustvarili še več situacij kot le te 3. Negravič, hvala in srečno. Hvala tudi. Zoran Zeljković, skupaj z domačim trenerjem ste poudarjali, da bo igrišče zelo slabo, da bojo pogoji zelo težki, ampak vaša ekipa se je temu, vsaj glede na rezultat sodeče, bolje prilagodila in verjetno po vaše tudi zasluženo zmagala. Ja, sigurno. Mislim, da smo dali 2 gola iz igre na tem terenu. Vemo, da to ni bilo lahko, ampak smo se odzvali pragmatično, tako da smo igrali, kakor pogoji dovoljujejo in na koncu nekaj vse, mislim, da zasluženo zmagali. V prvem polčasu ste zadeli 2-krat, v drugem polčasu potem se nekoliko pomaknili nazaj, pretili preko protinapadov. Kako pomembno je bilo to, da ste danes zmagali, glede na to, da vam je prej Bravo dihal Zavratnik za 6 točk, sedaj ste znova na 9 točkah razlike in tudi Mariboru recimo vrgli rokavico pred večernim dvobojem? Ja, vemo, da je do konca zelo veliko, da je veliko točk v igri, ne obremenjujemo se, kdo je pred nami, kdo je za nami. Probamo se skoncentrirati na svojo igro. Ja, drugi polčas z naše strani mečken malo slabši, pač tudi nasprotnik je spremenil formacijo, malo šel ofenzivno, ampak mislim, da smo imeli tle še rezerve v teh, bom rekel, mi temu rečemo drugih žogah, se pravi, vse so nam oni pobirali, ampak nekih, ne vem, koliko izrazitih priložnosti, kar je tudi težko na tem terenu, niso imeli. Zdržali smo in na koncu goli šteje, tako da mislim, da še enkrat zasluženo zmaga. Hvala in srečno. Matija Kavčič, poraz proti Kopru z 1-2, Koper se vam maščeval za tisti poraz na prvem medsebojnem obračunu. Zahtevni pogoji, veliko je bilo duelov, veliko je bilo preskok igre. Kako si sam videl današnji obračun? Ja, tako kot so gledalci lahko videli, igrišče je bilo obupno. Jaz upam, da se tekme naprej ne bo igrala na takih igriščih. Ampak kar je, bilo je isto za vse. Koper se je boljš prilagodil, takoj so prepoznali situacijo in pač s temi dolgimi žogami, sploh v prvem polčasu, nas nekako dobro pritisnili. Mi smo se zbudili drugi polčas, tako smo hoteli zaigrati že v prvem, ampak ne vem, žal ni šlo in zato je Koper vzel danes 3 točke. Kljub porazu ostajate visoko na prvenstveni lestvici, do konca prvenstva sta še 2 obračuna. Vseeno ste verjetno lahko zadovoljni do sedaj s prikazanim v temle jesenskem delu. Sigurno smo lahko zadovoljni, ampak se veste, kako je v športu, zmer si želiš več, hočemo več in zato smo si res želeli danes te zmage, s tem bi ohranili bi priključek, približali bi se Kopru in ostalo bo za najvišja mesta. Še vedno gremo naprej, nismo izgubili veliko, ampak, kar sem rekel, te zmage smo si res želeli in nažalost nam je danes ušla. Matija Kavčič, hvala in srečno. Hvala. Matej Palčič, Koper je prišel do pomembne zmage, s tem ste znova ostali na prvem mestu, tudi Bravo, ki vam je recimo dihal Zavratnik, ste se odmaknili na točkovno razliko 6 točk. Kako pomembna je bila ta zmaga tudi z tega vidika? Ja, vedeli smo, da ta tekma šteje dvojno, da se lahko odlepimo Bravotu za 9 pik in to je vse, kar je pomembno. Danes je bilo težko igrišče, težka tekma, borbena, ampak ekipa je pokazala karakter in zasluženo smo osvojili te 3 točke. V drugem polčasu ste se nekoliko pomaknili na svojo polovico, nasprotniku prepustili pobudo. Je bil to tudi del, posledica taktičnih zamisli trenerja? No ja, skozi igro malo pademo, vsako tekmo neka ekipa malo trpi. Mi smo na začetku trpeli, ampak smo pametno pripeljali tekmo do konca. Hvala in srečno. Hvala vam.